Rezultat konference v Kopenhavnu je sporazum, ki sicer pravno ni zavezujoč, tudi ni zelo ambiciozen, je pa to dokument, ki dopušča upanje, da bomo na področju podnebnih sprememb ustrezno ukrepali. Glavna pridobitev tega sporazuma se mi zdi, da smo se strinjali, da je maksimalna še dovoljena temperatura zvišanja 2 stopinji Celzija in da bomo leta 2015 preverili, ali je potrebno ta prirastek znižati na 1,5 stopinje. Druga pridobitev konference je, da so razvite države zagotovile finančna sredstva državam v razvoju in tako sprejele odgovornost za zgodovinske izpuste. Tako bodo tem državam v letih 2010-2012 namenile 30 milijard ameriških dolarjev, nato pa se bodo ta sredstva višala in leta 2020 dosegla okrog 100 milijard ameriških dolarjev. Razočaranje pa je, da države niso sprejele natančnejših obveznosti glede znižanja izpustov toplogrednih plinov, tako glede količine kot tudi letnice, do kdaj je treba te izpuste znižati. Vendar pa po drugi strani v sporazumu je določilo, da bodo države in da bo politika ukrepala v skladu s priporočili znanstvenikov v 4. poročilu medvladnega panela, ki je bilo objavljeno leta 2007. Upanje ostaja. V skladu z kopenhavnskim dogovorom morajo do 31. januarja 2010 razvite države sporočiti, za koliko bodo zmanjšale svoje izpuste in do kdaj. Države v razvoju pa morajo poslati akcijski načrt ukrepov za trajnostni razvoj. Ovira sta bili mnenji Kitajske in Združenih držav Amerike in prav za predsednika Obamo je bilo vnaprej znano, da ne more obljubljati nečesa, kar ni prej že sprejeto kot njihova notranja zaveza. Tako da tu tisti najbolj realni glasovi so opozarjali, da tudi če predsednik sam osebno pride na to konferenco, ne more dati večjih zavez, kot so bile obljubljene že pred začetkom te konference. Pravzaprav so Združene države Amerike tu naredile korak naprej s tem, da so najavile, da bodo financirale države v razvoju v, lahko rečem, kar veliki višini in sicer bodo financirale tako hitre ukrepe do leta 2012, kot tudi tiste daljše do leta 2020. Vemo pa, da so proračunski postopki v vseh državah dolgi in da je tu pravzaprav dana ta zaveza z neko zelo pozitivno politično voljo. Hkrati je pa tudi v proceduri v Združenih državah Amerike vloženo več zakonodajnih predlogov. Tu smo se najbolj naslonili pač na tistega, ki je Vax-Markijev, ki določa, da se bodo izpusti v Združenih državah do leta 2020 zmanjšali za 17% glede na izhodiščno leto 2005. Upamo, da bo to sprejeto. Tudi zaradi tega pravim, da upanje še ostaja, kajti pričakujem, da bo notranji postopek v Združenih državah Amerike omogočil, da bomo potem vsi bolj ambiciozno lahko pač znižali te izpuste. Na spletnem državljanskem forumu poteka razprava tudi iz področja podnebnih sprememb in vabljeni ste, da v njej še vedno sodelujete. Dejali smo, da če ne bo sklenjen pravno zavezujoč podnebni sporazum, bomo razpravo nadaljevali do takrat, da bo tak sporazum sprejet. Tako da vas vabim, da sporočite svoja mnenja. Na njej najdete tudi poročilo o tem, kako je potekala konferenca v Kopenhavnu. Hkrati pa boste našli tudi moje odgovore na vaše pobude in naprej se veselim nadaljevanja te razprave.